Življenje ne bi smelo postati razkošje. Pred 5 leti se je svet nenadoma ustavil. Takrat smo si obljubili, da bomo živeli počasneje, bolj pravično, z več posluha drug za drugega. A zgodilo se je nasprotno. Egoizem in brezbrižnost sta novi disciplini vsakdanjika. In kot bi to še ne bilo dovolj, je tudi draginja tiho, a vztrajno postala del našega vsakdana. Hrana, energija, stanovanja, vse je danes dražje kot kadarkoli prej. Uradno se inflacija umirja, a ljudje to težko občutimo. Življenje je preprosto postalo predrago. Pandemija, vojne, suša, vse to je sprožilo val podražitev. A resnica je še bolj neprijetna. Cene so se pogosto dvignile preprosto zato, ker so se lahko, ker so podjetja ugotovila, da bomo ljudje, pa čeprav z muko, to sprejeli. In tako se je rast dobičkov nadaljevala, ne sledi pa ji tudi rast plač. Draginja ni le številka. Je občutek, da delaš več, pa imaš manj, da si prisiljen izbirati med kulturnim večerom in polnim hladilnikom, med ogrevanjem in varčevanjem za prihodnost. Mladi si težko ustvarijo dom, starejši težko preživijo skozi mesec, samozaposleni padajo med razpoke sistema. Draginja ni naravna nesreča, je rezultat tudi političnih odločitev. In če jo bomo sprejeli kot novo normalnost, bomo izgubili temeljno idejo, da ima vsak človek pravico do dostojnega življenja. Zato danes, bolj kot kdajkoli prej, potrebujemo politični pogum, več solidarnosti in jasno zavezanost temu, da življenje ne sme postati razkošje.